Dobrodošli in pozdravljeni v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in bom danes spet ustvarjala skupaj z vami. Kako ste kaj? Ali imate doma mogoče kakšnega ljubljenčka? Tudi jaz ga imam. Veste, koga imam? Mucka. Zato imam zelo rada, ker imam zelo rada mucke, jih stalno delam. In danes bomo spet izdelali enega. Si damo pogledati, kateri je? Poglejte si. Moj mucek je izdelan iz čisto navadnega kartona. Pa vendar, moj mucek ima rep, s katerim lahko maha, ima nožice in veste kaj? Je najbolj nagajivi mucek na celem svetu. Ampak to nikomur povedati. Velja? Sedaj pa poglejmo, kaj potrebujemo za samo izdelavo. Za samo izdelavo ne bomo potrebovali veliko. Uporabili bomo karton, škarje ter pa en flomaster. No, seveda lahko uporabite tudi barvice in ga pobarvate ali pa ga opremite še mogoče z zvončkom, tako kot želite. To bo čisto vaš mucek, kaj ne? Sedaj pa poglejmo, na kakšen način in kje bomo začeli. Najprej bomo uporabili debel karton. Lahko je tudi malo tanjši, ni problema. Ampak jaz sem kar odrezala en kos stran od ene škatle, zato da sem dobila približno tako velikost kartona. Sedaj bomo na njega narisali dele našega mačkona, zato da ga bomo potem lahko izstrigli. Pa poglejmo, kako izgledajo naši deli. Kaj najprej potrebujemo? Maček potrebuje svojo glavo. Ja, res je tako. In sedaj na karton narišemo mačkonovo glavo, ušesa, veliko glavo. Ali vidite? Tole že imamo. Kaj pa potrebuje še? Potrebuje še nožice, svoje noge. Poglejte, to pa bomo naredili tako, da bomo izrezali polkrožne, take kupčke, 2 kupčka, takole. In pa seveda potrebuje tudi rep. Takšen zavit rep, a ne? Takole. Iz njegovo telo pa bomo izrezali iz malo tanjšega kartona, zato da bomo lažje potem našega mačka sestavili skupaj. Najprej izrežemo te koščke in nato nadaljujemo še z ostalimi. Jaz sem predhodno tele koščke že izrezala. Vkolikor pa otroci režete sami, karton je malo težji za izrezavo, zato prosite starše, naj vam pri tem pomagajo. Vedno vam bodo priskočili na pomoč, kaj ne starši? Sedaj pa poglejmo. Moji koščki so že predpripravljeni, jaz pa vam pokažem še, kje bomo naredili dodatno zarezo. Naredili jo bomo tukajle, poglejte si, ali vidite tole črtico? Točno na tej črtici bomo zarezali še en kos, tako kot ima moj maček. Ter pa na zgornjem delu, da ne bo pomoten, ne na spodnjem, na zgornjem zaokroženem delu bomo takole zarezali naše nožice. Ali vidite? Ravno tako pa bomo zarezali v naš rep. Takole, po dolžini. Poglejte si. In ravno to bom sedaj zarezala tudi sama. Vzela si bom malo manjše škarjice ter naredila zareze. Te v nogah so lahko kar globoke, da bo maček bolje stal. Tako, ter pa seveda tudi moj rep. Sedaj pa, ko imamo pripravljene vse ude, potrebujemo še telo. Kako pa naredimo telo? Sama bom uporabila en stranski košček kartona, oziroma to je bil, veste kaj, ena platnica zvezka. In ta platnica zvezka, ki je bil porisan in počečkan, bo sedaj postala telo našega mačkona. Da vam pokažem, kako ga bomo narisali.
Najprej mu bomo narisali vrat, potegnili ravno črto navzdol, ter mu naredili še trebušček in zadnji del. Tako, sedaj pa to izstrižemo in nato sledi sestavljanje našega mačkona. Pri rezanju seveda uporabite svojo pozornost, kajti nihče ne želi, da bi se zgodila nesreča. Lahko pa pri tem pomagajo tudi naši starši, kaj ne? Sedaj pa poglejmo, kateri trenutek je sedaj? Ja, točno tako, narisati moramo mačkonu še oči in usta, da bo videl, a ne? Točno tako. Vzamemo našega mačkona, mu narišemo, jaz kot vidite sem mu že narisala tudi ušesa, vi pa jih le takoj narišite. Takole kot so po moji. Ali vidite? Sedaj pa mu bom narisala še oči in pa nos, brke in usta. Ali vidite? Moj mačkon bo kar prijazen. Kaj pa vaš? Lahko je nagajiv, lahko je kakšen. Jaz poznam veliko vrst mačkonov, ampak najrajši imam tiste nagajive. Pa vi? Tudi? Točno tako. Sedaj pa poglejmo. Noge nataknemo takole. Ali vidite? Aha, še drugo. Ali vidite? Takole. Naš mačkon že stoji. Sedaj pa mu dodamo še glavo. Na enak način lahko praktično izdelate veliko različnih živali. In veste kaj? Lahko bi naredili tudi žirafo, nilskega konja, mogoče še krokodila. Kdo ve, vse to vas še čaka. Sedaj pa vzamemo še rep ter ga dodamo našemu mačkonu. Takole. Lahko ga nastavimo visoko ali nizko, tako kot želimo. In poglejte si, moj mačkon že mijavka naokrog. Ga ne slišite? Jaz si moram kar zapreti ušesa, tako zelo je glasen. Jaz pa mislim, da se bosta moja dva mačkona sedaj lahko šla spet igrati, vi pa nadaljujte in izdelajte cel živalski vrt. Lep dan vam želim še naprej in lepo se imejte. Čau, čau.